predstavitev, bi pa dodal, da se mi zdi, da smo vsi slovenski zgodovinarji in zgodovinarke na nek način specialisti za narodno vprašanje, tako da navkljub komplimentu bi mislim, da je treba malo širše gledati na to. Ampak, če se vrnem k vsebini tega današnjega srečanja, bom začel takole. Kot številni zgodovinarji njegove generacije se je zgodovino slovenskega narodnega gibanja in še zlasti tako imenovanega narodnega vprašanja ukvarjal tudi Janko Pleterski. Poleg prve svetovne vojne je bilo to eno osrednjih področij njegovega raziskovanja in pisanja. O tem govori že naslovi nekaterih knjig, denimo Narodna in politična zavest na Koroškem, Študije o slovenski zgodovini in narodnem vprašanju in pa Narodi, Jugoslavija, revolucija. Midva z Rokom se bova v svojem referatu osredotočila na monografijo Narodna in politična zavest na Koroškem, narodna zavest in politična orientacija prebivalstva slovenske Koroške v letih 1848 in 1914. Med leti 1848 in 1914 se razume. Ta knjiga je pri Slovenski matici šla leta 1965 in je nastala na podlagi njegovega doktorata. Zakaj ta knjiga? Knjiga s svojim fokusom omogoča zelo dober pogled v njegovo razumevanje nacionalnega vprašanja. Pri tem je pa treba seveda poudariti, da je bila raziskava napisana znotraj akademske tradicije, ki je značilno slovensko avtohtona, namreč tako imenovanega slovenskega narodnostnega vprašanja. In skratka, za katero je značilno, da je bila od njenega nastanka naprej, nekako po koncu prve svetovne vojne, da je bilo za to tradicijo značilno osredotočenje na narodno-manjšinske tematike in pa obenem tudi tesna prepletenost dveh diskurzov, političnega in strokovnega. V fokusu proučevalcev narodnostnega vprašanja je prebivalstvo, ki ga slovenska politična elita razume kot narodnostno ogroženo, slovensko prebivalstvo, s čimer je v analitični pristop že vgrajena eksplicitna in do neke mere politična interpretativna podmena, da gre za slovensko prebivalstvo in da gre za prebivalstvo, ki je narodnostno ogroženo. Te podmene Pleterski ne skriva. Če tudi nikjer ne omeni koroškega plebiscita, je iz konteksta jasno, da je cilj njegove študije pojasniti, zakaj se je slovensko govoreče prebivalstvo, ki so ga slovenski politiki in nacionalisti oziroma slovenska politična in kulturna elita kategorizirali kot pripadnike slovenskega naroda in do neke mere so se tudi sami identificirali na ta način. Zakaj se je skratka to prebivalstvo leta 1920 odločilo za Avstrijo? In naprej. Knjiga naj bi služila političnim odločevalcem, kar tudi sam eksplicitno poudari. Takoj v uvodu, kjer zapiše, da, citiram, problemi, ki se jih loteva ta razprava, niso omejeni na čas do leta 1914. Vsekakor pa lahko v tem času najdemo zgodovinske korenine še danes živečih vprašanj narodne zavesti in politične usmerjenosti prebivalstva na Južnem Koroškem in njihovo razumevanje lahko pripomore sodobnemu urejanju narodnostnih odnošajev na tem območju. V prvem delu referata bova zdaj predstavila, kaj Pleterski v tej svoji knjigi trdi, do kakšnih ugotovitev se je dokopal, v nadaljevanju pa bova vse to poskusila kontekstualizirati in nekaj povedati tudi o današnji relevantnosti njegovih interpretacij. Kako torej Pleterski razlaga proces oblikovanja slovenskega naroda na Koroškem? Takole pravi nekako. Preden so politični narod, so Slovenci na Koroškem ljudstvo. Iz ljudstva se v narod transformirajo z, kot pravi, narodno prebujo. Pred letom 1848, pred revolucijo, je ta prerod po njegovem mnenju kulturen, šele z revolucijo postane političen. Takole pravi, če citiram. Podobno kot pri vseh drugih Slovencih, je tudi pri Slovencih na Koroškem narodna prebuja v prvi polovici 19. stoletja po svojih oblikah kulturnega značaja. Šele v revolucionarnem letu 1848 dobi jasno politični značaj in ga poslej ne izgubi več, kljub vsem prizadevanjem njenih nasprotnikov, da bi slovenskemu ljudstvu odrekli upravičenost na lastno politično narodnost in ga vključili v nemški politični narod. To slovensko ljudstvo
etnična skupina je po Pleterskem utemeljeno z jezikom kot objektivnim etničnim znakom. Kmet, ki je med vseh družbenih razredov najvztrajneje zbiral, ohranjal in iz roda v rod prenašal življenjske izkušnje in navade, ljudsko kulturo in še zlasti najbolj ekskluzivno dediščino preteklosti, slovenski jezik, je bil glavna prvina tiste slovenske etnične posebnosti, ki je bila začetni pogoj za vključitev v proces modernega oblikovanja slovenskega naroda. Hkrati Pleterski poudari, da še v času revolucije 1848 o narodni zavesti, o identifikaciji s slovenskim narodom ne moremo govoriti. Tudi za koroško slovensko kmečko množico velja tisto, kar je za Slovence v tej dobi sploh poudaril že Ivan Prijatelj, da se v masi še niso čutili kot en narod, seveda v političnem in gospodarskem smislu. To je bil šele prvi začetek političnega oblikovanja modernega slovenskega naroda, družbeni, gospodarski in posebno še politični pogoji za odločilno oblikovanje slovenske narodne zavesti še niso bili dovolj zreli, ne na vsem Slovenskem, ne na Koroškem. Odločilni prodor politične narodne zavesti so prinesla še le 60. leta. Nasprotno pa je po Pleterskem pomembno vlogo imela identifikacija z deželo. Slovensko govoreči Korošci so v tem smislu Kranjsko imeli za, če lahko rečemo nekoliko metaforično, tujino. Kranjska za koroške kmete pač ni bila slovenska dežela, marveč dežela, v kateri je vladala posebno trdna državna birokracija, ki je kmeta hudo prijemala, pravi, ko piše o času revolucije 1848. Za nadaljni razvoj, za uspeh tega, kar on imenuje narodna prebuja, pa je bila med drugim izrednega pomena, je ugotavljal specifična agrarna struktura v slovensko govorečem prebivalstvom poseljenem delu dežele. Za nas je važno, da je moč v poznejših političnih usmeritvah koroškega kmeta najti bistvene razlike po geografskih področjih, ki se v širokih obrisih krijejo prav z nedanjim obsegom obeh glavnih oblik kmečke posesti, po strogem zakupnem in pokupnem oziroma ugodno modificiranem zakupnem pravu. Pravi in potem nadaljuje, kakšne posledice je to imelo za politično usmeritev. Ob agrarni strukturi in ekonomskih procesih Pleterski predvsem analizira politično dogajanje in njegovo povezanost z uspehom oziroma neuspehom nacionalizacije prebivalstva. Med drugim izpostavi povezovanje slovensko govorečih demokratov in liberalcev z, v narekovajih rečeno, nemškim demokratičnim in liberalnim taborom, njihov odmik od slovenskega nacionalnega gibanja in celo odklanjanje slovenščine zaradi neobstoja slovenske liberalne opcije in s tem konzervativne narave slovenske politike na Koroškem. Že v začetku tega stoletja, pravi, je bilo torej na Koroškem očitno dejstvo, da tam ni slovenske liberalne stranke. Liberalni Slovenci so lahko izbirali samo med dvema možnostmi. Ali so se v duhu narodne sloge podredili slovenskemu klerikalnemu taboru, ali pa so, in teh je bila večina, šli za nemškimi liberalci, kar pa so morali plačati s tem, da so svojo narodnost izgubili v političnem, gospodarskem, sčasoma pa tudi v jezikovno-kulturnem smislu. Ta ugotovitev dobro ilustrira, da je bila uporaba slovenščine morda res, kot je napisal Pleterski, začetni pogoj za vključitev v proces modernega oblikovanja slovenskega naroda, ni pa determinirala nadaljnjega razvoja. Drug fenomen, ki ga v kontekstu politike v tej knjigi izpostavi Pleterski, je vloga nemške socialdemokracije v procesih nacionalizacije delavstva. Tukaj ugotavlja, odločilen za dejansko razmere koroške socialne demokracije do drugojezičnih delavcev je bil njen splošni odnos do slovenskega nacionalnega vprašanja in potem to razdela kar na nekaj straneh, en daljši citat je tudi tukaj. Potem pa še dodaja, v dobi rasti koroške socialne demokracije po Heinfeldskem kongresu je slovensko narodno gibanje na Koroškem bilo politično omejeno na konzervativno klerikalno stranko, socialno pa na kmečko prebivalstvo pod vodstvom nižje duhovščine. Ta okoliščina je bila odločilna za celoten odnos koroške socialne demokracije do slovenskega vprašanja na Koroškem. V tem pogledu je samo nadaljevala tradicijo, ki se je v razmerju med koroškim delavskim gibanjem in pa slovenskim narodnim gibanjem ustvarila že v času do Heinfeldskega kongresa. Načelno nasprotovanje klerikalizmu kot glavnemu sovražniku političnega in demokratičnega napredka je tudi v tem času bilo osnova za odnos do edine slovenske formirane politične sile na Koroškem, do katoliškega političnega društva. Če torej poskusiva na kratko povzeti teze Janka Pleterskega, lahko rečeva naslednje. Na Koroškem je v začetku 19. stoletja živelo slovensko ljudstvo, definirano z jezikom,
ki se je v drugi polovici stoletja začelo transformirati v političen narod. Pri tem je bil ta proces le deloma uspešen, saj se precejšen del slovensko govorečega prebivalstva ni prebudil v pripadnike in pripadnice slovenskega naroda. Razlogi za to so bili predvsem specifična agrarna struktura, ki je vplivala na ekonomsko samostojnost slovensko oziroma odvisnost, bolj kot samostojnost slovensko govorečega prebivalstva, nezmožnost slovenskega liberalnega tabora, da bi na Koroškem vzpostavil svoje strankarske strukture, obenem pa tudi prevladujoče katoliško-konservativna narava slovenskega nacionalnega gibanja, ki je del meščanstva in večjih kmetov odgnala v nemški tabor in naposled organiziranost delavstva v nemški socialni demokraciji. Nekako splošno rečeno je za pristop Pleterskega k analizi historičnih procesov v obravnavanem delu značilno dvoje. Najprej, in to je razvidno tudi iz strukture njegove knjige, in to omeni tudi v uvodu, torej, v bistvu je knjiga napisana v nekakšni tradiciji marksizma, oziroma marksizem jemlje resno pri analizi historičnih procesov. Namreč Pleterski izhaja iz teze, da baza dejansko opredeljuje dinamiko, ki poteka v nadstavbi. In v njegovem primeru to pomeni, da koroško prebivalstvo ozavesti svojo narodnost pod pogoji, ki jih določajo socialne in gospodarske okoliščine v deželi. In to navsezadnje tudi zelo jasno navede na začetku knjige, kjer postavi dve temeljni vprašanji, na kateri poskuša odgovoriti. Če citiram, katera so poglavitna dejstva v gospodarski in družbeni strukturi slovenskega dela Koroške, ki so v obdobju od marčne revolucije do začetka Prve svetovne vojne vplivala na narodno zavest in politično usmerjenost tamkajšnjega prebivalstva in kako sta se ta zavest in usmerjenost potem izražali v teku tega obdobja. In izhajajoč iz tovrstnih izhodišč na osnovi analiziranega gradiva Pleterski dejansko razvije vrsto zanimivih in zelo tehtnih zaključkov o političnih preferencah slovenskega prebivalstva in socialni strukturi slovenskega tabora. In ti zaključki so še zlasti zanimivi, če jih pogledamo v malo širšem primerjalnem kontekstu in recimo o tem sva veliko z Rokom razpravljala, ko sva se pripravljala na ta referat, če primerjamo dinamiko na Koroškem z dinamiko na Spodnjem Štajerskem. In če to ponazorim s primerom, ki se mi zdi ki je res tehten in v bistvu se z njim velja še zmeraj strinjati. V drugem poglavju knjige Pleterski oriše razvoj najpomembnejših neagrarnih gospodarskih panog na Koroškem v drugi polovici 19. stoletja, da bi na ta način opozoril na splošne pogoje za rast meščanstva in delavskega razreda. Pri tem pa opozori, da sta ključni značilnosti gospodarskega razvoja Koroške v drugi polovici 19. stoletja na eni strani deindustrializacija in pa na drugi občuten padec trgovskega prometa. Oboje je povezano z izgradnjo južne železnice, ki spremeni potek trgovskih tokov, namreč tranzit v Italijo ne poteka več skozi Koroško, ampak sedaj po južni železnici. Na eni strani obenem pa tudi z zaselitvijo železarske industrije z Koroške še zlasti na področju Severne Štajerske. Ta je povezana tudi z tem, da pač preprosto ni resursov, ne najde več dovolj resursov na Koroškem. Ampak kaj to povzroči? Gospodarsko stagnacijo in občasen izbruh hudih kriz in posledično tudi, da v obstoječih mestih ne nastajajo nova večja industrijska središča, delež meščanstva in delavstva zato ne raste, prebivalstvo migrira iz Koroške v druge dežele. Prebivalstvo z podeželskih področij se zato ne seli več v bližnja urbana središča, v najbližja urbana središča, kot je to značilno druge. Nekatera od teh podeželskih središč pa se sploh ne seli. To pa ima za posledico, trdi Pleterski, in to se mi zdi, da je tehtna ugotovitev, da je bilo etnično prilagajanje mestnih naselij slovenski podeželski soseščini močno oslabljeno. Recimo za razliko od Spodnje Štajerske,
na Koroškem, zato pogoji za nastanek in utrditev nekakšnega slovenskega izobraženega in ekonomskega malomeščanstva niso na voljo oziroma so zelo omejeni. In ta stik med podeželskimi urbanimi središči in okoliškim podeželjem je veliko bolj krhek, kot denimo na spodnjem Štajerskem, kjer pride do izoblikovanja ene lokalne, malomeščanske slovenske družbene elite, ki je dejansko nosilec slovenskega gibanja v drugi polovici 19. stoletja, ki dejansko to idejo slovenstva skozi društveno organizacijo, skozi vzpostavljanje hranilnic, skozi širjenje zavesti na različne, skozi kulturno produkcijo, denimo, na različne načine dejansko diseminira med podeželskim prebivalstvom. Kaj pa to pomeni potem? Da se obstoječe dvojezično meščanstvo zelo zgodaj priključi nosilcem liberalizma, ki pa so v primeru Koroške pač Nemci oziroma to prebivalstvo, ki se začne identificirati z nemštvom, se samo prepoznava kot Nemci. Ob tem v grobem marksističnem razumevanju pa Pleterskega razumevanje procesov, ki jih raziskuje, zaznamuje še etnicizem, ki ga Jeremy King opredeli kot razlagalni model, ki se sicer oddali od nereflektiranega primordializma, saj priznava modernost narodov, a jih hkrati razume kot evolucijo starejših skupnostih in ne kot kronološko in vsebinsko nov pojav. Pleterski svojih izhodišč v tej knjigi sicer ne definira, vendar že v branju prvega poglavja postalo jasno, da je Slovence razumel kot transhistorično skupnost, ki jo definira predvsem jezik, ki ga uporablja, torej slovenščina. Kdaj in kako naj bi to ljudstvo, etnična skupnost nastalo, ga ne zanima, kar je za raziskovalca 19. in 20. stoletja seveda razumljivo, je pa povsem nedvoumen v svoji trditvi, da naj bi se v modern političen narod to ljudstvo transformiralo šele v drugi polovici 19. stoletja. Po drugi strani trdi tudi, da je slovensko prebivalstvo na ozemlju Koroške v trenutku, ko je na prizorišče stopilo slovensko narodno gibanje, že prebivalo. Tako so seveda oblikovanje slovenskega naroda razumeli tudi drugi zgodovinarji njegovega časa, Cviter, Grafenar, pa recimo tudi Melik. In v tem niso bili posebni, tudi drugod, ne samo v Jugoslaviji, je bilo zgodovinopisje zaznamovano z etnolingvističnim nacionalizmom. Navsezadnje je Pleterski o tem pisal leta 1965, pisal je še nekoliko prej, knjiga je takrat išla. 2 desetletji preden so modernisti prepričljivo pokazali, da narode niso transformacija starejših skupnosti, ampak politične skupnosti, ki so se v 19. stoletju razvile na novo, čeprav seveda niso nastale v zgodovinskem vakuumu. Že prej, nekako od poznih 60. let 20. stoletja, se je v družboslovju uveljavilo spoznanje, da etničnih skupnosti ne moremo definirati od zunaj na podlagi domnevno objektivnih značilnosti, ampak se oblikujejo na podlagi subjektivnih percepcij svojih članic in članov. Pleterski večkrat jasno pove, da njegovi Slovenci te subjektivne percepcije slovenske skupnosti v tem prednacionalnem obdobju niso imeli, slovenske skupnosti, ki bi segala od Kolpe do Južne Koroške in od Dranskega morja do Panonske nižine, ampak na podlagi tega pač lahko sklenemo, da ljudje, o katerih je pisal Pleterski, niso pripadali etnični skupnosti, katere meje bi se vsaj v grobem ujemale z mejami, ki so jih slovenskemu narodu sredi 19. stoletja začrtali slovenski nacionalisti, čeprav so se seveda včasih imenovali Slovenci in so svojemu jeziku rekli slovenski. Kot pa so med drugim pokazale raziskave Andreja Samoriča in sodelavcev, so ta izraz uporabljali kot oznako za skupnost in jezik, ki sta bila izrazito lokalna in nista presegala deželnih meja. Povedano drugače, slovansko govoreči kmet iz Ilske doline je v prvi polovici 19. stoletja sebe in svoje sosede morda res imel za Slovence, toda hkrati za Slovence ni imel slovansko govorečih Krancev. Nazadnje pa je potrebno pripomniti, da že nekaj časa vemo tudi, da kategorizacije jezikov in hierarhija jezikov in dialektov nikakor niso samoumevne, ampak v precejšnji meri arbitrarne. Predvsem pa v času pred nastankom slovnic in pravopisov, skratka pred standardizacijo jezikov, v času, ko so le redki pisali, zamejitve govorov niso bile določene od zunaj s posegi jezikoslovcev, ampak tako kot etnične meje z zaznavanjem njihovih govorcev. Pri tem množica virov govori, da slovenščine, kot je definirana danes, njeni takratni govorci niso zaznavali kot en govor, kot en jezik. Še več, tudi književnih kvazi standardizacij je bilo še v začetku obdobja, ki
ga v tej knjigi obravnava Pleterski, več, izobraženci pa so jih razumeli predvsem kot različne dialekte enega slovanskega jezika. Mnoge Pleterskeve trditve so torej presežene, kar za knjigo, ki je šla pred skoraj 6 desetletji, pravzaprav ni presenetljivo. Predvsem je danes jasno, da domneva o slovenskem ljudstvu, ki naj bi bilo temelj, iz katerega se je razvil slovenski narod, ne zdrži resne presoje in je v resnici le projekcija modernega stanja na preteklost. Tudi o konkretnem poteku nacionalizacije prebivalstva danes vemo več in v marsičem sodimo drugače. Pleterski je bil na primer zelo kritičen do vloge države v procesih oblikovanja naroda. Zanj ni bila nevtralen akter, ampak podpornica germanizacije in koroških Nemcev. Novejše raziskave so pokazale nekoliko drugačno podobo. Habsburška država je med drugim ustvarila pogoje, ki so omogočili razvoj nacionalnih identifikacij. Recimo, kot poudari Gary Cohen, pismenost v nacionalnih jezikih. Pa tudi, kot je prepričljivo ugotovila Karin Almaši, enoten standard slovenskega jezika. Ob tem je država v ustavi zavarovala enakopravnost vseh folkšteme, ljudstev, plemen. Sprva so bile seveda vsakodnevne prakse zelo drugačne in marsikaj od tega ni bilo v praksi uveljavljeno vse do konca, prav na Koroškem je bilo tega veliko. Ampak državljani, ki niso govorili nemško, so proti koncu 19. stoletja svoje ustavne pravice v vse večji meri lahko uveljavljali na vseh področjih življenja, od šolanja do sodišč. Deloma je bila to posledica prizadevanj nacionalnih gibanj, v precejšnji meri pa tudi državnih oblasti. Spreminjalo se je namreč tudi ravnanje pretežno nemško govoreče birokracije. Čeprav so mnogi uradniki niso nikoli povsem poslovili od hierarhičnega pogleda na jezike in kulture, so se ideje o nemški dominaciji vse bolj umikale v ozadje in uradniki so se trudili delovati kot nevtralni akterji. Toda vsem povedanem drži tudi naslednje. Kdor se želi resno ukvarjati s procesi oblikovanja narodov in sicer ne samo na Koroškem, mora Pleterskijevo knjigo vzeti v roke. Ne samo, da je v njej vse polno koristnih podatkov, Pleterski je bil tudi inteligenten opazovalec in marsikakšna njegova ugotovitev je še danes vredna premisleka. Predvsem pa je knjiga v časih, ko zgodovinarji nacionalizmov povsem upravičeno veliko pišemo o kontingentnosti in situacijskosti in seveda o agency, dragoceno opomin na pomen struktur. Hvala lepa.